Coolcast s Klemnom Bučanom. Lepo pozdravljeni v Coolcastu z Magic Aleksandrom. Danes z mano, ne vem, bo kaj čarala, to bo on povedal, ampak najprej vi ščarajte to, da pritisnete naroči se spodaj in lahko tudi zvonček pritisnete, da boste vedeli, kdaj imamo nove video vsebine gor naložene. In seveda polajkajte tale video, zato ker se splača. Aleksandr. Živijo. Aleksandr Magic, a imaš to že v osebni izkaznici, še nimaš? Ne, v osebni izkaznici imam Aleksandr Štucel, ampak imam problem, da noben ne zna Štucel izgovoriti, veš. Štucel. Bravo. Ja, to Štucel. Pridem, veš. Včasih sem, veš, Štrucel, Štukl, Štrudl, vse živo sem bil. Štucel. Štucel, ja. Z katerega konca Slovenije si, vedno imaš en tak lep naglas, sicer zelo lepo pravilno govoriš, ampak nisi iz srednjega dela Slovenije. Ne, Celja si. Ja, Savinčan. Savinčan, od nekdaj, še vedno tam. Od nekdaj, ja. Bil sem tu v Ljubljani, sem živel nekaj časa, ko sem študiral. Drugač pa ja, po srcu pa rojen v Celju. Ja. Rojen v Celju. Škaj me zanima, jaz bi rad začel nekje na začetku tvoje poti. Zdaj, jaz mislim, da sta se spoznala v trgovini, tam pod bivšim Kolosejem, v party shopu si delal. Takrat sva se spoznala, ne vem, a si takrat že čaral, ful si bil simpatičen prodajalec, vrhunski prodajalec si bil v party shopu. Takrat si že delal to. Kako si prišel do tega? Kaj te je očaralo, da si začel čarati? V bistvu meni so šolce navdušil in potem sem pa začel tako malo vaditi pa tako, no. Pač, veš, ko neko stvar tako spoznaš, te ful zanima in sem se pač res tako poglobil. In se prav spomnim, da sem pošel gor na splet pa napisal noter Magic Tricks pa tako, ne, in potem sem se učil malo tek prek spleta, ker glih tako, ko sem se začel učiti, je prišel to YouTube ven pa to. In sem v bistvu tako začel. Potem sem pa čist tak iz firca, sem nekako kazal tam pač svojim kolegom pa družini doma pa tako, ne. Pač nikoli se nisem rekel, da se bi s tem celo življenje ukvarjal, ne. Ampak je nekako vedno bilo to z menoj, ker sem vedno hotel nekako tudi postati igralec. Mene tudi igra ful zanimala pa to. Kar tudi tu moraš biti malo igralca, ne, itak. In sem pol pa, veš, z ene stvari v drugo, potem sem imel prvi nastop na Valeti. Se pravi, to je osnovna šola? To je osnovna šola, Osnovna šola, okej. Star sem bil 10 let. In sem imel prvi nastop na Valeti in so bili čisti frapirani, so rekli, Aleksandr, to moraš delati, to je za tebe. Potem sem pa kar tako, veš, usporedno, ne. Itak, veš, na začetku, ko začneš, itak ne moš tega še živeti, zaradi tega, ker pač rabiš ful vlagati v sebi, to sam veš, da rabiš ful let. In pol itak, sem sporedno skozi začel tudi delo, sem itak v trgovini nekaj cajta. Potem sem si pa rekel, zdaj pa grem za sebe, full on time, če mi rata mi, če ne pa ne. In hvala Bogu. Zaenkrat dobro gre. Kaj si pa šel potem v srednjo šolo? Se pravi, ti si čaral, malo si delal, ampak verjetno si imel eno srednjo šolo, kjer si vse rekel, ok, da grem na tole, da bom imel en backup. Valjda. Jaz sem šel na ekonomsko šolo, ker mene tudi ekonomija ful zanima, prodaja pa to, ker itak to ti prav pride zdaj, ja. Absolutno. Evo, isto, jaz tudi ekonomsko. No, to je to. In pol na faks sem šel pa na IAM, za Akademijo za multimedije, ker me tudi zanima ta fotografija pa video pa to, ne, ker ful postam na te socialne omrežja pa editiram videe za YouTube pa tako. Tako da imam pač veliko tega malo znanja v teh dveh vejah, ne, tako da mi itak tukaj še pri mojem hobiju to ful prav pride, ne. Ampak zdaj pa dejansko pač full time to delam, ne, pač se preživljam v bistvu s predstavami pa tako, ne. S čaranjem. Tako. Kaj bo tvoj prvi trik? Se pravi, na Valeti, verjetno, kaj bo prvi trik? Nekaj karte si potegnil, kaj si vrl dal na razen pa skupaj? Ne, prvi trik, ki sem se ga naučil, je bil trik z zobotrebcem. Trik z zobotrebcem? Ja, kao pač pokaže zobotreb, daš ga v roko, tlesne s prsti izgine in potem se pojavi nazaj. To je bil kao prvi trik, ki sem se ga naučil. Ampak tam na Valeti, ti sem pa kazal, kakve vrvi pa karte pa take fore, pač bolj te klasične stvari. Ni bil to neka hype predstava, pač je bila je tako okej, za tiste čase je super. Ampak verjetno si ljudje ne predstavljajo, da to ti je full time job, to delaš redno. Koliko recimo vaj treba za en sam trik? Se pravi, če gremo na začetku, so bili verjetno lažji, zdaj delaš težje, ampak če gremo po vrst. Koliko časa si treniral zobotrebec? Zobotrebec dosti hitro, ampak imaš pa ene trike, ko jih lahko treniraš tudi po leta, ne. Po leta? Ja, zaradi tega, ker ti dejansko si... mi recimo imamo tukaj v teh dlaneh imamo take, veš, mini mišice, ki sploh ljudje ne vejo, ne. In ti lahko s pomočjo teh prstov delaš vse živo in tudi s kartam, ne, ker ti moraš recimo svoj przej naučiti, da je skozi v tej smeri, ne, in tam moraš tudi karte tako držati, ne. In zdaj ti moraš to skozi vaditi. In na začetku je to ful boleče, ne, ker pač niso navajeni prsti to delati. In rabiš ful enih let pa časa, da se naučiš te spretnosti, ne. Zdaj pa, veš, recimo imaš trike, ko jih lahko kupiš,
pa lahko izvajaš. Imaš pa trike, ki si jih moraš naučiti, pa izvajati. To je razlika. Ne? Ker marsikdo reče, ja, se to jaz tudi znam, to bi jaz tudi lahko znal. Ja, naučiti se trik, ja, ampak pokazati je pa druga stvar. Ne? Tu je največ pride potem te vaje pa tega učenja. Ne? Ker ni sam, da ti znaš trik, ti ga moraš tudi znati predstaviti. Veš, to je ful zgodbe zraven, ene psihologije, ker niso za vsakega triki. Ne? En ima rajš neke, ne vem, nore trike, en ima rajš bolj take klasične trike. Ne? In ti moraš kot čarovnik to vedeti, ne? Katere trike zbrati. A se pravi, tvoj prst mezinc zna več kot moj mezinc? Res je, zagotovo. Absolutno, se gre pa staviti. To se je ful dobro sliši. Ma svojo glavo, ne? Vsak prst ima svojo glavo. Ja, absolutno, lej, to je noro, se pravi, ful lahko stvari delaš z rokami in to je neke vrste moje življenje, tako da če kaj kusim, pa to se pravi izogibati. Izogibati, ker to ima zavarovane prste? Nimam, ampak se bi razmišljal. Si razmišljal o tem, ne? Beyoncé ima noge, ja, ti bi mu lahko prste. Da, bi lahko prste, ja. Zdaj, to, kar te spremljam, jaz sem bil full fan Davida Copperfielda, recimo, ko sem bil majhen, sem to skozi gledal. Tam se mi zdi sicer, da je bilo bolj tudi malo vizualno, so malo to naredili posebne efekte, ampak sem bil kar oboževalec tega čaranja. Ti si mogoče malo bolj klasičen, tako kot opažam, bolj karte, bolj to, nisi toliko ne režeš žensk na pol. Ne. Veš kaj, tu je posebna zvrst, to iluzija, ne? Iluzionizem. In je težava tukaj v Sloveniji to, zaradi tega, ker mi nimamo takšnih odrov, da bi lahko to izvajal. Tudi ful je velik finančni vložek v to, ker te iluzije so ful drage pa to. In sem izvajal že iluzije, sem si pač sposodil s kakih svojih prijateljev pa to, ampak ni pa to zdaj, ni to moj glavni del, da bi to izvajal. Če bi imel recimo stranke, ki bi to želele, ajde, mogoče ja. Tak pa ni, tak imam pa večinoma bolj, ko ne delam varianta stand-up, varianta magic, ne. Se pravi, da bolj, ko ne nekaj 40 minut nekega programa, kjer ljudje zraven sodelujejo, ful je tako interaktiven, ne, pač ja, karte, branje misli, teleportacije, vse te stvari, ja, veš, to imam ful noter. Se pravi, ti znaš človeka z mislimi usmeriti tja, kamor ti hočeš. Res je. Koga ti to prvo pride v življenju? Če te policija ustava, si jih že kdaj obrnil? Ja, sem. Sem že imel te primere, pač, dobro, po mojem ne smem vsega povedati, ampak ja, sem imel že zgodil z, ja. Okay. Imaš kakšno šolo tega? Jaz bi si sam te misli malo naučil. Malo misli, ja. Imam svojo akademijo, kjer v bistvu učim mlade in starejše. Starejše, hvala. Nekaj imam, veš, od 6. leta pa do 60. imam v svoji šoli. Okay. Pač ful imam različna ta leta. In imam svoje v bistvu te šole, pač, ko se učimo interaktivno, imam pa tudi te svoje spletne tečaje, kjer pa pač se lahko ljudje učijo online, neke trike, ki pač res delujejo, pač neke trike, ki jaz sem izvajal 18 let. In oni pač to kupijo ta tečaj in izvajajo recimo 10 najboljših trikov s kartami ali pa z mislimi ali pa spretnosti in tako, ne veš v tem smislu. In se pač učijo doma. Ampak to je tako narejeno, te tečaje so narejeni tako, da ti ne rabiš nobenih posebnih predmetov, da ti vse, kar imaš na sebi, lahko narediš trik s temi. To je bil glih meni čar, ne? Ker ponavadi, ko imaš te magic sete, imaš 100 trikov nekih plastičnih. In si omejen. Ne? Tu pa nimaš, zaradi tega, tu priješ v družbo, se spomniš tega trika, to je Aleksander rekel in pol kar narediš. Kar narediš in si te glaven v družbi. Exactly, pač postaneš atrakcija. Ne? Se pravi, koliko časa zdaj to že delaš? Rekel si, začel si pri 10 letih, koliko zdaj si pač malo čez 30 let. Ja, ne, 18 let, 28, ja. 28 si star. 18 let delaš, se pravi polnoletnost trikov. Koliko imaš backupa, kolikrat ti narata, pa pol vse narediš nekako se rešiš ven. Imaš backup trike za trike? Ja, valjda, absolutno. Za vsak trik skoraj. Za vsak trik? Ja, zaradi tega, ker tako je, zdaj odvisno kakšen trik je. Ne? Zdaj, če je neka baza, ki združuje veliko trikov, ti se težko nekako se reši. Če pa je nek minimalen trik, ne vem, da si en napačno karto zbere, pa je lahko jaz to nekako zapeljem, da ne vem, pa je za nalaž vržen karto dol, pa reč, sem jo videl karto, da si še eno zber. Veš, na tak način, ne, pač, okay. Da še enkrat začneš. Nikoli pa ne priznam, ja, to sem pa zdaj, ne, to sem se pa zmotil, ker pa ni smisla, veš, mi čarovniki imamo to, veš, ker se mi zmotimo, se že, ni dober. Ja. Veš, ne. No, ampak recimo med temi tvojimi, da moramo reči, bolj opaznimi nastopi, zdaj ljudje te verjetno poznajo s talentov, kje si vse bil? Na slovenskih, hrvaških, bil si pri Simonu Cowellu? Ja, kje si bil vse? Ja, bil sem na slovenskih, hrvaških pa angleških talentih, ja, na 3
teh največjih, no, bolj kot ne. Slovenski Itak je bila neka odskočna deska, hrvaški zagotovo, ker je bilo ful, cela, v bistvu ta juga dejansko me je gledala na teh talentih, ful je bilo takrat. So te tudi polke po jugi klicali? Ja, sem šel da nastopil v Srbijo, bil sem na Hrvaškem, se živo za neke evente delo, še zdaj. Tada to je bilo kar velika odskočna deska, Anglija pa itak 7-krat več, ne. Ti si pa pač drug oder, ne. Tudi zaradi tega sem dobil ful drugih nastopov. Tudi neki Angleži, ko so prišli v Slovenijo, so hodili čarovnika, so mene klicali pol. A veš, take načine, ne. Tako da ja, absolutno mi je to veliko pripomoglo, no. Ampak tudi zraven je ful pripomoglo, ker sem bil tudi na različnih te televizijah, na BBC-u, na Discovery Channel, ko so pač objavljali te moje trike, pa videe, pa tako, ne. Tako da, vsega je pomalem, pa se to nekako v neko piramido sestavi, ne, in to je to. A koliko si imel treme, ko si tam pred samom, cel svet ga pozna, ne? Kot pes. Kot pes. To pa res ne pa je šlo vse po planu? Ali si mogel kaj? Ne, šlo je vse po planu. Edina težava je bila v tem, zaradi tega, ker je bilo tam tisto leto je bilo ogromno čarovnikov in pa so mogli narediti selekcijo in absolutno so dali boljše naprej. Pa tudi malo so naredili to selekcijo zaradi tega, ker je le Britain's Got Talent, so mogli dati Angleže naprej. Ti si pa Slovenijan. Exactly, ne. Čeprav imajo radi tujce, pa to, ful so bili, nič nisem dobil nikoli feelinga, da si bil kaj zanemarjen pa to. Ampak so pač tako elegantno speljali. Jaz sem pač dosegel svoje, jaz itak nisem zdaj šel tam ne vem kva narediti, jaz sem hotel se tam pokazati svetu in to je to. Meni jaz sem naredil v življenju, ne to. Tako da, ne vem, zdaj pa razmišljam že mogoče za naprej, da bi šel kam drugam. Amerika? Ja. America's Got Talent. Ja. Ok, hudo. America's Got Talent, mogoče Azija, ne vem. Aha. Tam so kar veliki te kanali, ko se lahko pokaže širše, ne. To boš imel čisto preveč dela, ne boš mogel biti doma. Kaj pač Ne radi delamo. In da bi imel še več dela, si se odločil narediti še svojo predstavo Iluzija v Špas teatru igraš. Res je. Kako si prišel do te ideje? Prvo imeti svojo predstavo, ne? Nekje hodiš po dogodkih, čaranje, pa svoje predstave, pa spet čist nekaj drugega, ne? Tukaj moraš pa vse tako, kot si rekel, igralstvo, verjetno malo komedije zraven dodati več, vse narediti v eno predstavo in vedno isto delati, ne? Ja. Jaz sem imel že dolgo časa v mislih, da bi imel svojo predstavo, ampak sem ves čas iskal enega partnerja, da bi mi to pomagal narediti in itak sem imel v glavi te največje teatre, ne, itak Špas je le Špas, ne, se veš, pač res je meka za vse. Ampak težko je bilo prišel zraven, pa mi je Denis Avdić mi je pomagal malo, je dal jih je nekako zafehto, ne, da me poslušajo pa to, ne, kaj želim narediti. Potem smo pa se v bistvu povezali skupaj z Žigatom Flajnikom, ki je v bistvu bil moj producent oziroma režiser in smo skupaj ustvarila tako predstavo Iluzija in pač to je 1,5 ure traja predstava in noter v predstavi se v bistvu dogajajo take stvari, ko ljudje sploh ne morejo razumeti, ne. Ker mi smo tudi hoteli na tak način iti, ni to predstava za otroke, to je v bistvu mešana predstava, ker je ogromno noter nekega odraslega humorja pa tako, ampak je pa sestavljena iz neke zgodbe, recimo o življenju čarovnika. Ne vem, kako izgleda, ko gre čarovnik na dejt, na zmenek, veš, da si to zdaj on kar prečara vino, pa rožce, pa to, a veš, kaj mislim, na tak način smo razmišljali, ne, da se bolj lahko tudi ljudje povežejo z predstavo in zdaj nam gre v bistvu, res nam gre ful dobro, no, zdaj smo mi par predstav že v začetku leta, zdaj imamo pa spet turnejo, no. Tako da res ful vabljeni, no. Zihar pridem gledati. Nujno. To pa, mislim, ko vsakič, ko sem te videl, je bilo tako, ful dober in vedno bilo tako, lahko bi ga gledal še. Ura pa pol je pa super. Ja, tam manj, ker tudi hiter mine, pa tudi skozi se dogaja, zaradi tega, ker vsaka predstava je drugačna, ker sodelujejo noter drugačni ljudje, ker je zelo interaktivna in se veliko dogaja z gledalci. In občinstvo veliko sodeluje noter v trikih in zato je vsak trik potem drugačen od prejšnje predstave. Tudi če prideš ti še enkrat gledati, bo druga predstava. Aha, ok, hudo. In je, ker nismo hoteli narediti monotono, ne, veš, da bi bilo preveč naučeno, smo res hoteli narediti čist improvising, da je res free in to je to. In ko grem ven iz predstave, bom rekel, kako dobro, res bi tudi znal čarati, vsi bojo to rekli. Ja, ti ko priješ not v šov, v dvorano, bo že del trika, ki sploh ne veš, kakšen je. To je teaser, evo, to je teaser. Priješ noter in si del trika. Jaz hočem biti del tega trika. Ja, best je. Kje vidimo, kje igraš, kdaj igraš, kako lahko naredimo plan, koliko naprej imaš že razprodan? Veš kaj, zdaj smo dali ven termine, vse gor se lahko pogleda na špasteater.si, gor imajo vse termine,
zdaj igram v Mengšu, pol igram v Žalcu, pol v Selnici, v Mariboru, vse v bistvu. V glavnem po celi Sloveniji si. Cela Slovenija imamo zdaj, pač res delamo na polno in ful vabljeni, no pač res je dobro. No, glede na to, da si res videli smo, znaš govoriti angleško, hrvaško, si razmišljal mogoče potem, ko bo tale iluzija v Sloveniji že naredila, ne vem, 200 ponovitev, da bi šel še malo ven? Absolutno, ja. Zagotovo. Pač, veš, kak je tu, Slovenija jaz sem tako vedno rekel, najprej bom v Sloveniji probal narediti vse, kar je možno, pa bom šel pa ven, ampak že itak zdaj malo kombiniram s tujino. Zagotovo mi je to cilj, ker pol že težko, kaj še lahko, ne? A veš, kaj mislim, že to si naredil, pa talent je pa ono pa šel. To so mi bile neke odskočne deske, neki cilji in zdaj sem to dosegel in zdaj to delam in ful uživam v tem. In ja, pač, ko mi bo pa mogoče malo dosadno, bom pa iskal nekaj novega. Ja, hudo. Bil si tudi na Panču letos? Bil sem na Panču, ja, res je. Žal sem zamudil, poročil sem se, pa sem mogel na potovanje. Ja, prvič v življenju nisem bil na Panču, hvala. Drugač, Panč je tako, imam malo tako povezavo do Panča, ker nek moj otrok, veš. Mi smo začeli Panč 16 let nazaj, nosili smo stole, trgali karte in pa smo šli na oder. In mi je tako, vsake na Panču tako me, preben si nastopil, še zmeraj imam ta vibe in mi je super, da si bil na Panču. Kako je bilo? Tam si mogel malo krajši nastop verjeten, narediti, si verjeten dal najbolj smešne stvari gor, a? Ja, valjda. Veš, kak je ful, jaz sem bil ful počaščen, da me je težki povabil, ker je res sem bil, se rekel, fakt noro, ne, ker pač jaz sem tudi ful fan Panča in vem, da je to pač za stand-up komike, ne, in zdaj čarovnik zraven umestiti ga je malo, ne. In absolutno sem mogel prilagoditi program. Bil sem na Črnem večeru. Aha, na Črnem večeru, ja, okej. In sem mogel pol vse trike narediti bolj kot ne na dark humor varianta in je bilo ful dobro, pač folk je res cepal, so rekli res noro, ker je bilo res smešno in sem ful užival in upam, da bom drugo leto spet povabljen, ker bi šel še enkrat, ker res je bilo the best. Jaz bi tudi mogoče delal na črnem materialu, da lahko skupno stopam. Ja, do it, let's do it. Bomo grel zate, veš, pa pol ščaro do konca. Koliko ti prej prav pri puncah ta čaranje, ali pa pri fantih, kjerkoli že? Pri puncah. Koliko ti prav prej? Koliko ti kaj pričaraš, ko rečeš, hej, živo, kaj pa ti, sem te hotel vprašati za telefonsko, ampak jo že imam. Ja, veš kaj, absolutno, punce so ful navdušene na triki, ne, ker pač ponovadi so, veš, punce na kitariste, bolj pa na košarkaš. Ti imaš bolj spretne prste kot kitaristi. So spretne prste. Absolutno jih to pač privabi, zaradi tega, ker to nekaj novega, pa tudi recimo triki so ful dober icebreaker in recimo to jaz tudi učim v svojih akademijah ljudi, da recimo lahko s pomočjo enega trika ti privabiš pozornost pri ljudeh, ali to s punco, ali pač neki whatever. In ne rabi to biti nekaj velikega, lahko je to nekaj minimalnega, le kovanc, ga vzamem, bum, kdaj si pa začel, koliko dolgo se bo Ja, in že debata teče. In že debata. Tako da, ja, absolutno pomaga. Mi dva nismo imeli icebreakerja, lahko imamo pa ice closer. Ice closer, z enim trikom, absolutno. Lahko enega. Ja, zato sem prišel sem. Deva. Sem malo gor pomaknil takole. The best. Ok. Karte verjetno poznaš? Ja, sem jih že videl. Si jih že videl. Ok, tu imam karte, vse karte so različne. Bom malo zmešal karte. Malo bo zmešal. Ok. Zdaj pa boš si eno karto izbral. Ok? Oziroma boš rekel, ko sem kjerkoli stop. Ok. Stop. The best. To karta bo zdaj tvoja. Vzami jo, prosim. Pokaži vsem. Meni ne kazati. Zapolni si karto. Zapomnim si jo. Ja, močno, ne pozabiti. Imaš? Ok, imam. Ok, daj karto nazaj gor. The best. Jaz sem tvojo karto vzel in jo dam nekam notri v sredino. Ok, zdaj bom pa jaz malo zmešal karte. Dobro, takole. In zdaj bom jaz dal ven iz sredine eno karto, za katero jaz mislim, da si ti izbral. Okay? Iz sredine ven dam eno karto, za katero jaz mislim. Ne mi povedati, lahko da je, lahko da ni, jaz zdaj pa samo ugibam, okay? Ampak jaz mislim, da si to izbral. Dobro? Zdaj pa, zdaj bom jaz, kaj bom jaz probal narediti je, da bom vzel to karto in jo bom nekako položil gor na tale kozarček. Tule gor, to je v bistvu neke vrste moja predikcija. Jaz sem ti seveda zdaj pokazal, katero karto sem jaz mislil, da si izbral, zaradi tega, ker sem hotel ti malo tega ustvarjati. Okay? Zdaj bom pa jaz probal poiskati še eno karto, za katero jaz mislim, da si izbral. Pazi zdaj to, ker imam dve šanse. Okay? Pazi to. Druga karta je moja najljubša, pazi jo, 3, 2, 1, iz sredine ven, dam eno karto, za katero jaz mislim, da si izbral. Čakaj, moja srčeva osmico, to sem že predal dol. Ta je pa ziher moja, to so te tvoje hitri prsti, daj da vem. Bravo.
That's what I do. That's what I do. That's what I do. Ej, super, hvala ti za tale privat trik tukaj. Jaz pa komaj čakam, da prijem na tvojo predstavo. Res, ful se veselim, tako da sigurno prijem gledat. Tako da hvala ti za tale intervju, hvala ti za tale coolcast. Super je bilo in me veseli, no. Me pa ima tudi malo, da bi si naučil malo te misli, pa da za kakšne gospod živijo, to je bilo pa 10 km/h prehiter. A res? A mislite? Ne, v redu, ker lepo se majte, pa še evo, za kavo vam dam. Ej, ful hvala za povabilo, ful se živo. Hvala ti. Rešeno. Ej, wow. Ki čast.